Sem vesel povedati, da smo uspeli narediti čez 100 procedure umetne aortne zaklopke transfemoralno. Praktično smo prišli nekaj do 120 številko. Moram se pohvaliti, da izjemno dobrih rezultate, do zdaj nismo imeli nekih večjih komplikacij. Vsi pacienti so šli od operacijske mize v redu, uspešno, brez nekih kompleksnih komplikacij, ker smo izjemno in ponosni posebej na našega tima z dr. Kaničem in celotno ekipo. Moram priznati, da zdaj načrtujemo zvečati številko, da bi Maribor pokriva nekaj 800 000, ko klinični center bi nekaj prišli na 150 na leto, kar mislim, da je zaenkrat dobra številka, več kot 10 na mesec damo, tako da smo v tem smeru tudi začeli. Žal smo zamudili, vsaj 5 do 7 let smo zamudili, ker tudi moram priznati, da mi je izjemno žal, bi bili res učni center v tem delu Evrope. To pa ne pomeni zdaj, da jokamo zaradi tega, ampak moramo naprej gledati in zvečati čim več številko in hvala Bogu smo zaklopke dobili, imamo zdaj več 3 aparata, postopoma se ekipiramo, načrtujemo še ena ekipa, da bi začela delati. Izjemno sem ponosni na tima, na sestre, ki so nam izjemno pomagali, praktično brez njih ne bi imeli takih rezultatov. Tudi rentgenologi so nam pomagali, anesteziologi, kardiokirurgi. Moram se zahvaliti tudi Ljubljani, profesor Buncu za pomoč, ki še danes imamo. Tako da naše plane so, da bi mi postali evropski dober center, seveda kasneje tudi učni center in da se primerjamo z najboljšim v svetu. In prvične rezultate so, res moram reči, da so izjemno dobre. Ste tudi v času COVID-a operirali? Smo. Najbolj zahtevne smo, ker to je bolezen, ki ima izjemno visoko smrtnost na leto. Ko se pojavijo simptomi, je smrtnost na leto vsaj 30%, tako da pacienti praktično 100% umrejo za 2, 3 ali 5 let, odvisno kateri simptom se pojavi. Če pa se ta procedura naredi, pa preživeti je izjemno dobro. 4 na dan naredimo brez nekih težav. Pacienti 1, 2, 3 dni več grejo domov. So tudi vrhunski, najverjetne materiali, ki jih vgrajujete in tudi aparature. Da, to je problem. Sama zaklopka je malo dražja, me razumete, cel je dražji, zaradi tega smo tudi verjetno tudi zamudili, en od razlogov je bilo. Zdaj smo dobro ekipirani, imamo 2 nova aparata, pa še 3, manjka nam še malo oseblje, sestrski kader. Pred leti smo imeli kot klinični center programa, mislim, da nekje 70 operacij, zdaj je bil več odobrenega, se pričakuje, da bo ZZS. Odobreno je več, vendar ni dovolj odobreno. Mi, glede tega, da pokrivamo 800 000 od 2 milijonov, da vsaj 150 na leto bi, ker indikacije se zelo zvečujejo. Praktično vsaki pacient, ki ima to bolezen nad 65 let in če je možno to izvesti, je indiciran za to. Je pa, koliko smo videli, tudi operacija, tudi fizično naporna za samo osebje. Vidite, mi z dr. Kaničem delamo skupaj več kot 20 let. Cela ekipa tudi delamo dlje časa. To so sestre, ki so izjemno strokovni, da je naporno, vendar, če to dolgo let delaš, se pripravljaš, se pripravimo na to. 4 na dan naredimo brez nekih težav, moram priznati. Dr. Nađi je zdaj šef, dosti dobro so to organizirali in smo uspeli nekaj preskočiti. Se pravi, za prebivalce severovzhodne Slovenije so dobili eno dodatno novo kvaliteto zdravstvene oskrbe. Absolutno. Žal moram priznati, da nismo še prej začeli, ampak zdaj pa, ko smo to začeli pred par let in smo zvečali številko, zdaj pa želim pa zelo to na evropsko nivo postaviti. Znači, če se primerjamo z Nemčijo, z Izraelom, za države, ki imajo največje številjo v tem. Ker Slovenija mislim, da ne zaostaja z... UKC Maribor smo pravzaprav rabili zelo dolgo, da smo s tem začeli. Mi smo bili strokovno na to pripravljeni že 2012. leta, tako da smo začeli zelo pozno.
No, zakaj je pravzaprav se ta metoda uveljavlja? Kot je že moj predhodnik povedal, je manj invazivna in v začetku so lahko te posege opravili samo pri ljudeh, ki so bili nesposobni za kirurško operacijo. Potem so dokazali, da ti posegi niso slabši kot operacija pri teh ljudeh, potem so dokazali, da so boljši, se pravi manj tvegani, in na to se je pričelo to delati tudi pri manj zapletenih oziroma manj rizičnih bolnikih. Tako da se sedaj starostna struktura teh bolnikov vse bolj niža in je sedaj nekje že nekako jasno, da tudi nekje nad 70, ponekod celo nad 65 letom prihaja to v poštev. Pri teh mlajših bolnikih je torej še vedno ali operacija ali naš poseg, medtem ko pri starostnikih pa torej absolutno prihaja v poštev zgolj ta metoda. Zakaj pri mlajših ali kirurgija ali ni? Namreč pogosto imajo ti ljudje tudi pomembne žilne spremembe in kadar imajo še spremljajoče žilno dogajanje, takrat vsekakor imajo kirurgi pomembno prednost. S tem, ko bomo pričeli delati, kar v Sloveniji še nekako zaradi finančnih možnosti nismo tako daleč, tudi mlajše, se bodo pojavili novi problemi, ker te zaklopke načelno po sedaj znanih podatkih držijo nekje 10, 12, 13 let zaenkrat. No, in torej, to pa pomeni, da pri ljudeh, ki so mlajši, bo prišlo do tega, da se bodo pa tekom let, se pravi, če nekomu damo pri 65 letih, bo verjetno do 75 ali 80 imel tudi neko žilno dogajanje, ki pa ga bomo morali skozi takšno zaklopko, ki delno otežuje naš poseg na žilju, tudi narediti. Tako da to predstavlja neko ne zaplet, ampak novo oviro pri tem, da bomo torej šli med vse mlajše. Nekako predvideva pa se, da bo postopek takšen. Pri mlajšem prvo takšna zaklopka, potem ko bo ta slabša, v takšno zaklopko nova zaklopka, še vedno na naš način, če bo torej bolnik še vedno živ in še vedno ustrezno in zaklopke pokvarjene, kirurgi zamenjajo to z biološko zaklopko, torej operativno, ko biološka zaklopka se pokvari, pa spet mi v biološko zaklopko, to zaklopko in potem še verjetno enkrat našo zaklopko. Potem, če seštejemo leta, ima vsak pravico že umreti. Naš poseg je pravzaprav se relativno zelo poenostavil. V začetku je to absolutno moralo biti delano v hibridni dvorani, to pomeni, da so morali biti kirurgi v stalni pripravljenosti. V taki dvorani je bilo tudi nujno biti možno takoj operirati. No, sedaj temu ni več tako. Pristopimo v dimljah z obeh strani, vstavimo začasni srčni spodbojevalnik, torej nekje naredimo največjo odprtino, skozi katero vstopimo, je približno tako velika kot naš mezinec. Skozi to z žicami, tako imenovanimi vodilnimi žicami, vstopimo v srce, najprej razširimo staro zaklopko z enim posebnim balončkom, s tem si odpremo pot za zaklopko in potem skozi dimlje pripeljemo novo zaklopko, ki je nekako zložena. Najboljše si je to predstavljati, da je to v eni kletki zaklopka, ki jo z zaprto kletko pripeljemo torej v srce. Takrat potem mi odpremo to kletko in zaklopka dela.
To sta sedaj dva načina, ene kletke so takšne, da se same odprejo, ene kletke so pa takšne, da jih mi z balonskim katetrom razpremo. Te, rečemo, relativno velike vbodne luknje zapremo z posebnimi šivalniki. Tudi tu se je naredil strašen napredek, to so v začetku morali srčni kirurgi ali žilni kirurgi narediti pristop, pa potem to zapreti. Tako da tudi v začetku je to potekalo v splošni omami, medtem ko sedaj poteka to tako, se reče, globoka sedacija, kar pomeni, da so bolniki še vedno kontaktibilni, dobijo pa zdravila proti bolečinam in v ljudskem jeziku bi se reklo dremajo. Če je vse v redu, lahko ti ljudje po nekaj dneh gredo domov. Nekako stranski, nezaželen, ne najbolj zaželen učinek pa je, da kakšnih 10% teh ljudi po našem posegu potrebuje srčni spodbujevalnik. Namreč takrat, ko ta zaklopka, nova zaklopka, pa se raztegne in razširi, pritisne na tisti del v srcu, kjer se ta električni dravilaj prevaja. In ker je tam dosti kalcija pri teh ljudeh, ki potrebujejo to zaklopko, lahko ta kalcij tako pritisne ta prevodni sistem, da ti ljudje potem potrebujejo srčni spodbujevalnik. Če torej pride do tega, ne gre to domov in kar potem vgradimo še srčni spodbujevalnik. Načelno pa je to sedaj z napredkom tehnologije postala relativno torej enostavna metoda. V začetku si namreč predstavljate, da so pa bile vse te zadeve debelejše kot je palec, tako da je bilo ogromno zapletov, predvsem v dimljah. In tudi sedaj je nekako omejitveni dejavnik ta, da morajo biti v dimljah oziroma v medenici žile dovolj široke. Trenutno morajo biti široke vsaj nekaj 5,5 mm, medtem ko v štartu, ko so pa to začeli delati, so morali te žile biti okrog 8 do 8,5 široke, tako da takrat je bilo to bistveno težje. Seveda pa z napredkom tehnologije pa je to vse bolj dostopno. Če si predstavljamo, da se bo torej starostna meja za vgraditev tega manjšala, pomeni, da bo to eksponentna rast potreb po teh posegih in seveda bi morala biti Slovenija na to pripravljena. Nujno je potrebno dodati še, da je to izrazito timsko delo in da je torej tim lahko tako dober, kot je dober njegov najslabši del. Tu se moramo zavedati, da ni nekoga, ki je bolj pomemben ali manj pomemben in da to je res izrazito timsko delo in zato je tudi relativno težko se uskladiti terminsko, da se vsi dobimo na isti čas in to nam predstavlja relativno dodatne organizacijske težave. Moje besede bodo tekle o stališču medicinskih sester, ki smo vključene v tim. Mi smo se pripravljali na ta poseg že dobri 2 leti. V enem timu nas mora biti večina tu zaposlenih, tako da vzporedno druge dejavnosti zelo težko potekajo glede na naše število. In sicer delo pri nas je razdeljeno pri tem posegu v 3 skupine, so sterilne kirurške medicinske sestre, nesterilne medicinske sestre, ki opravljajo v našem timu delo merilnega asistenta, pa se v glavnem ukvarjajo z pripravo same zaklopke. Poleg tega pa mora biti še ekipa 1 do 2 sester, ki skrbita za zdravile, začasni pacing, se pravi ob vstavitvi začasnega spodbujevalca mora biti ena prisotna, ki se ukvarja s tem.
Zelo moramo biti zbrani pri delu, ker moramo spremljati celotni potek, ves tim imeti na očeh in skladno seveda delovati, da smo to vzpostavili, kar si upam trditi, da mislim, da zdaj pa že smo, delujemo usklajeno, poznati moramo vse zaplete morebitne, kajti samo, če jih poznamo, jih potem lahko rešujemo. To je zelo zahteven poseg. Pretežno pa smo tudi vse medicinske sestre tu zaposlene iz intenzivne ali iz operacijskega bloka, tako da smo nekako usposobljene že skoraj vso delovno dobo za ta zahtevna opravila. Moram reči, da bi si želeli več sodelavcev in upam, da bo se uresničila naša vizija, da bo sistematizacija uresničena vsaj ob koncu teh čudnih časov, če lahko tako rečem. Ko končamo ta poseg, običajno se zaključi najprej delo zdravnikov, za bolnika pa kasneje v sami operacijski dvorani poskrbimo medicinske sestre. V bistvu je treba vse te aparate, na katere je bolnik tu priključen za nadzor življenjskih funkcij, v bistvu premontirati po domače in jih to, kar gre z bolnikom, damo z bolnikom na oddelek. Pacient je premeščen iz naše operacijske običajno v kardiološko intenzivno terapijo, kjer poteka nadzor nad njim še vsaj naslednjih 24 ur. Za nas pa pomeni, da ko je poseg končan, da pospravimo še tu operacijsko, da se razkuži in da poskrbimo za bolnikovo dokumentacijo. Običajno ob vsakem posegu, če nas je le na voljo dovolj v službi, pa imamo še nadzorno postajo za hemodinamski monitoring izven operacijske dvorane, kar pomeni, da medicinska sestra tam spremlja bolnikove vitalne funkcije in ob morebitnih nepravilnostih poroča preko mikrofona nam v operacijsko. In velikokrat se na tak način reši kakšna neugodna situacija. Morda bi povedala še to, da kljub temu, da je naše delo zelo zahtevno, smo nekako za take zahtevne posege, bom rekla, skupaj rasli. Po mojem mnenju smo zelo dober tim, zelo dobro se poznamo med seboj in tudi sodelujemo. Tako da v takem timu potem tudi delo samo ni tako težko.